A se moram registrirati? Ja.
Lepo popoldne vsem, se slišimo? Bi samo prosila mogoče, če lahko nekdo potrdi. Ali pa dvigne roko. Super, hvala Nataša. Jaz sem ful vesela, da nam je Tjaša posodila malo bolj nadgrajen Zoom aplikacijo, tako da imamo možnost webinarja. Tako da verjetno zdaj kaže, kot da govori Tjaša Šercer, tukaj pa Maja Čebašek. Danes bomo govorili o eni prekrasni temi, ki bi jo pravzaprav morali poslušati vsi, ker se nas vseh dotiče, predvsem pa zaradi tega, ker vsak dan, ne glede na to, ali želimo ali ne želimo, hodimo dejansko po prostorih, po svetu, po kotičkih, kjer nas srečujejo zagotovo čistila in dišave. In velikokrat so te stvari sintetične, velikokrat tudi precej nevarne za okolje in seveda posledično vsekakor lahko sklepamo tudi nevarne za nas, kar se včasih sem pa tja nekako od nas pozna tudi na naših dihalih, na koži morda. Tako da danes bi šli čez, kar že spoznavamo ta teden tudi kar na nekaj delavnicah po vsej Sloveniji. In sicer smo imeli že v torek kar nekaj delavnic, zdajle sta pa trenutno tudi dve še v teku. Tako da dejansko sem zelo vesela, da nas je kar precej ustvarjalo. Na delavnicah ste imeli možnost spoznati dejansko 10 receptov, 3 narediti od tega. Danes bi šli pa čez nekaj osnov o naravnih čistilih, pa kako si jih lahko naredimo sami, kaj poleg eteričnih olj tudi še potrebujemo. Predvsem pa je teh receptov kar nekaj več, kot da vsega skupaj jih boste imeli 20. In vam priporočam, da imate zraven seveda kakšen zvezek, pisalo, tako da če še nimate, zdaj hitro pošibite, pa da si boste lahko tudi kakšen recept, ki vam je res fajn, pa ka veste, da ga bi z veseljem preizkusili, da ga lahko tudi zapišete. Tako da, kar se tiče čistil, se bomo usmerili danes predvsem, tako kot tele spodnje sličice nakazujejo, na dejansko vse kotičke našega doma, kakorkoli je to pač mogoče hiša, stanovanje, tako da se bomo vsekakor dotaknili površin, kot so steklo oziroma okna, potem seveda velik prostor, kjer se sigurno srečujemo z čiščenjem vsakotedensko, to je kopalnica in še en bolj pomemben prostor, kjer večino dneva preživimo, če smo v notranjem delu oziroma pač sploh, ker v sodobnem času velikokrat to povezujemo tudi z dnevnim prostorom, to je seveda kuhinja in pa seveda dnevni prostor. Tako da se bomo vseh teh prostorov in pa tudi vseh materialov v teh prostorih ali pa, bom rekla, načinov čiščenja različnih čistil tudi lotili. Zdajle pa sem takole ekola. Kar se tiče čiščenja doma, zakaj dejansko bi lahko pri čiščenju uporabljali eterična olja? Večina vas je dejansko začela z domačo lekarno in vsekakor pač imate noter vsaj eno olje, ki verjamem, da ga je že marsikdo izmed vas preizkusil, in to je eterično olje limone, tako da sigurno veste, da ne samo, da lepo diši, ampak da dejansko tudi učinkovito pomaga pri čiščenju, tako da si lahko pomagamo s tako preprostim eteričnim oljem, pa danes bomo omenili še kar nekaj ostalih, za katere verjamem, da jih imate tudi doma, pa mogoče niste pomislili, da bi jih lahko na tak način uporabili. Lahko čistimo dejansko na naraven in varen način, hkrati v bistvu so eterična olja seveda v večini destilati. Imamo pa seveda kot citruse, tudi hladno stiskana olja in vsekakor to ne pomeni, da so manj močna ali pa potentna in dejansko res tudi citrusi so recimo ena najpogostejših izbir, če želimo močno in učinkovito čiščenje in dejansko sploh, če želimo s tem nadomestiti vse izdelke, ki vsebujejo kar precej nevarnih pa seveda strupenih stvari. Ker je res nešteto možnosti pri ustvarjanju, jaz moram reči, da sem imela kar precej težav, da sem izbrala samo 20 receptov. Recepti so vsi preizkušeni, večinoma tudi z doTERRA bloga, nekaj jih je tudi z naše strani. Tisti, ki ste bili na delavnicah, ste videli, da nam je Julija Peklar v bistvu ful fajn pripravila tudi izroček, ki se ga na delavnicah tudi prejme. In dejansko res to ustvarja tako široko paleto možnosti, da v bistvu
z marsikaterim receptom, ki ga boste danes dobili, sigurno potem usnujete lahko še en čist svoj lasten recept za tisto stvar, ki jo mogoče potrebujete, tako da je v bistvu stvar navdiha in predvsem bo to pripeljalo v vaš dom eno tako krasno, svežo aromo. No. Tako da res lahko se lotimo praktično tako težavnih stvari, kot so recimo pliškoti, otroške igrače s kakšno pršilko, vsekakor, kot smo rekli, kuhinja, kopalnica, steklo, madeže pa naj bojo maščobni ali trdovratni, bolj taki, bom rekla, zanimivi v kombinaciji tudi s kakšnimi oblogami vodnega kamna in tudi v bistvu konec koncev vse lesene površine lahko tudi na tak način čistimo. Znanost v čistilnih učinkih eteričnih olj nam v bistvu se skozi poudarja, da pač to ni samo nekaj, kar opažate, če ste recimo eterično olje sami tako preizkusili kot recimo čist zunanji, bom rekla, en tak enostaven uporabnik, kot sem bila tudi jaz recimo na začetku in kot smo vsi, ampak dejansko vsako eterično olje sestavljajo v naravni obliki spojine, različne spojine in te naravne spojine so res obsežne, tako da dejansko jih lahko najdemo približno 100 do 500 različnih spojin v enem eteričnem olju. In kar nekaj teh naravnih kemičnih spojin dejansko prinaša čistilne učinke in zato tudi eterična olja v ta način lahko uporabljamo in tudi tako, kot boste videli, ne, pač ena so res bolj za mastne madeže, druge so bolj za, bi rekla, ne vem, pač kamen, tretja stvar res bolj odnese vonj, tako da v bistvu si lahko te stvari čist prilagajamo in se s tem res zelo, zelo igramo. Mi smo imeli recimo zdaj en primer na delavnici, ko je ena gospa pač enostavno zbrala čisto po navdihu, par eteričnih olj in se je recimo zbrala kitajski cimet za vsestransko čistilo, pa je noter dodala še pomarančko, pa limono in je prišlo nekaj tako fajnega ven, no, pač res nekaj, kar recimo ne moreš dobiti z nobeno namensko mešanico od dotere, pač ker enostavno si ustvarila čisto svoj recept in to je bilo recimo nekaj najlepšega in ko je tisto pošpricala, je tako lepo dišala, da je rekla, jaz bom šla kar takoj čistiti, ko domov pridem. Tako da vsaj en pozitivni učinek tudi če zraven pride, ko si pač narediš res mešanico, ki ti popolnoma noro diši in imaš res pri enem opravku, ki se mu večinoma, vsaj pač ljudje, ki jih jaz poznam, pa jaz tudi včasih malo izogibamo, ampak na tak način postane to zelo lahko zabavno, predvsem pa lahko čisto brez težav in varno vključimo v izdelavo, kot tudi samo čiščenje doma, potem tudi svoje otročke, ne. Tukaj vam prikazujem na levi strani eno stekleničko, ki naj bi prikazovala, kaj sestavlja eterično olje limone, ki je kot rečeno citrus in je hladno stiskano. In v največji vrednosti je limona sestavljena iz limonena. Tule imate pa zraven desno še tabelico, ki dejansko kaže, koliko različnih spojin deluje čistilno oziroma ima čistilne učinke in tle imate recimo pri klinčkih našteto, da je pač to timol, pa karvakrol, potem tudi za kakšne vrste ali pa kakšne načine čiščenja recimo jih lahko uporabimo, potem aldehidi in monoterpeni. In dejansko pač, če gremo limono gledati pri monoterpenih, ki je druga po vrsti, potem ima res limonen, to se pravi in pinen, ki sta res zelo, zelo čistilna, ima pa potem tudi še kar nekaj ostalega, kar pa tudi lahko izrabimo pravzaprav v čistilne namene. Kar se tiče varne uporabe eteričnih olj, uporabljamo seveda, kadar uporabljamo eterična olja, pri tem vedno naravna, čista in terapevtska eterična olja. Jaz se tudi vedno držim, tako kot pri rečenju, pri uporabi na koži, tudi tukaj je absolutno enega mini pravila in sicer manj je več. Tako da tudi krasna stvar tega je, da lahko še vedno ojačate, če se vam kaj zdi premalo močno. Predvsem pa vsakokrat lahko tudi vse skupaj testirate pred čiščenjem, pa moramo se zavedati, da zraven eteričnih olj uporabljamo lahko tudi druge naravne stvari, ki jih velikokrat kar najdemo v naši kuhinji in imajo že tiste snovi, ki jih bomo še omenjali, zdaj v kratkem dejansko tudi čistilne vrednosti, tako da v bistvu že sama stvar po sebi močna, eterična olja pa potem še eno dodano vrednost zraven pripeljejo. Ena stvar, ki se mi mogoče vedno poraja, pa me sprašujete, Maja, kako hraniti eterična olja, da bodo dobra, to se pravi, da se ne pokvarijo. Tako tudi, če pogledate na dotero, pač dotera res so trenutno še vedno najbolj testirana eterična olja, kar jih boste našli kjerkoli.
kar lahko še vedno preverjate s številko, ki jo imate na dnu stekleničke, na strani www.sourcetoyou.com. In tako olje se tudi po mojih izkušnjah, pa tudi v bistvu tako, ko pregledujem recimo kakšne stvari, zelo dlje ohranijo. Jaz jih hranim tako, kot se priporoča, dejansko v enem senčnem, varnem delu prostora, varnem v smislu pač, da malčki ali pa pač otroci, pa hišni ljubljenčki to ne dosežejo. Pa tudi iskreno vam povem, tudi če dosežejo načeloma pač kakšen strah je čisto odveč, da bi stvar pil, ker enostavno so tako močna, da se mi zdi, da itak po kapljicah vam pride, pa tudi noben še nam ne paše, ne, da bi zdaj eterično olje se kar tankalo v usta, tako da verjemite, da otroci tudi ne. Ampak pač čisto, da se pač lih ne igrajo z njim, pa da nam jih ne polijajo, predvsem, ker so toliko vredna, jaz bi bolj z tega vidika rekla. Dejansko tudi imam jih je recimo jaz že vrsto let v predelu kuhinjskega pulta, ki je bolj v senčnem delu, vsekakor pač ne na soncu. Lahko pa pač hranite vse skupaj v omari in doTERRA zatrjuje tudi po vseh raziskovanjih, da do 24 stopinj je stvar popolnoma super, če se hrani. Zdaj mogoče en napotek, ko ravno prihajajo bolj topli dnevi, če boste eterična olja nosili s sabo, pa jih pol uporabljali tudi v druge namene, ne samo v namen čiščenja, da že res ohranite njihovo kvaliteto, je vsekakor dobro, da se hranijo, recimo, če boste šli na sončni del, ne v avtu, a ne, pač kar tam se temperatura kar precej dvigne, če je lepo vreme, in vsekakor ne tako nekje, da jih sonce dobi. In tudi, če boste jih odnašali na plažo poleti, sploh ni problem, ampak dajte jih v hladilno torbo, pa bo stvar čisto okej, ne. To je recimo en napotek mogoče, ki se mi zdi precej uporaben. Kar se tiče čistil, kaj lahko še uporabimo, jaz verjamem, da vsi tisti, ki ste že karkoli doma probali naravnega, sigurno ste že vse tole, kar je zapisano tukajle, preizkusili, mogoče z izjemo kastilskega mila, ki je na koncu. Kar se tiče alkoholnega kisa, zakaj je tako fajn? Zaradi tega, ker dejansko se zelo dobro obnese tako pri maščobi kot pri vodnem kamnu, pa tudi pri razkuževanju. Potem soda bikarbona enako je zelo učinkovita pri tem, da nase veže vonjave ali pa recimo preprečuje širjenje določenih vonjav naprej. In tudi za čiščenje praktično vseh površin. Veste pač, ko govorimo o kisu in sodi bikarboni, da govorimo o bazi in kislem delu, tako da če jih skombiniramo, naredimo kemijsko reakcijo, tako da to lahko izrabimo potem recimo pri kakšnem čiščenju odtoka ali kaj podobnega, ker pač se stvar napeni. Potem naslednja stvar, ki je zelo fajn, no, tudi mi jo bomo po receptih še omenjali danes, je sol. Fajn je za drgnjenje različnih madežev, tudi maščobnih. Potem pa je tle kastilsko milo. Imamo tako trdo kot tekoče. V osnovi je to posebna enostavna naravna receptura, kjer se izrablja predvsem hladno stiskano oljčno olje. Tako da gre v osnovi za dokaj mastno osnovo mila, ki pa se lahko velikokrat, kot boste lahko videli, pač vsakokrat, ko kupite, glejte napotke, a ne, tako, kako se bo zrečila, ampak dejansko je to osnova, iz katere lahko, če je to trdo kastilsko milo, delate potem suhi pralni prašek, oziroma pač ta pralni prašek v prahu, če naribate, ali pa delate iz tekočega naprej tudi lahko milo za roke, ali pa recimo nekateri celo delajo iz tega osnovo za tuširanje. Tako mi ga bomo danes tudi omenjali pri domačem cetu, no, če se tako izrazim. Kar se tiče kastilskega mila, je super v bistvu za nasplošno umazanijo madeže in maščobo, no, tako da se bo tudi sigurno, če se ga boste kupovali v kakšni online trgovini, se ga da tudi že pri nas dobiti in je sploh to kastilsko tekoče milo zelo, zelo super stvar, no, da vam ga priporočam poleg ostalih že bolj znanih stvari. Kar velikokrat seveda tudi vsak izmed nas vpraša. Koliko kapljic naj uporabim, a ne? Zdaj, tlele imate sicer eno širšo shemo. Če želite, recimo najnežnejša je ta močna, ne? To se pravi, da date 5 kapljic eteričnega olja ali pa manj na približno 2 do 3 skodelice osnovnega čistilnega materiala, a ne? To se pravi, če govorimo o sodi bikarboni, ne, ali pa kisu, je to že v bistvu nek osnovni čistilni material, ne. Tako da, če govorimo o vodi, je pa stvar drugačna. Voda ni čistilni material. Tako da mogoče bi tukaj samo še eno stvar dodala, da če si boste delali čistila v pršilu, pa želite dokaj
močno varianto dajete, in to si lahko zapišete, ker nimam tukaj na slajdih, 1 kapljico na 5 ml vode, kar pomeni, da naredite 1% mešanico. Če pa govorimo res, da je osnova čistilno sredstvo, to se pravi, da govorimo o sodi bikarboni, še enkrat ponavljam, ali pa kisu alkoholnem, takrat pa v bistvu res lahko dajete ful manj kapljic. Ampak vseeno tudi to osnovno formulo, ki se dodaja čistilnemu obstoječemu materialu, lahko naredite močnejše, kar pomeni 10 do 15 kapljic na 3 do 5 kozarcev baze. To je takrat, ko imamo kakšne trdovratnejše madeže, če nas čaka konkretno drgnjenje nečesa, kar je bilo dolgo pozabljeno, ali pa pač nek masni, zelo lepljiv madež. Oziroma lahko naredimo še močnejšo stvar, če recimo pri res najbolj trdovratnih zadevah uporabimo 20 kapljic ali pa več. Tako da to je res močna mešanica, kjer imajo eterična olja tudi res dodatno izjemno močno, tako da tle vsekakor priporočam, če je kaj močnejšega, da uporabite tudi vi, tako kot pri ostalih čistilih rokavice. Kar se tiče eteričnih olj, to se pravi, omenjali smo limono. Iz domače lekarne imate sigurno, tako če preden se ozrete na tale seznam, ki ga imate tle, v domači lekarni so zelo čistilni limona, če grem po jakosti, potem čajevec, potem OnGuard in najmočnejši je origano. Tako da vi v bistvu imate dejansko že v domači lekarni 5 takih olj. Tudi sivka ima tako čistilno vrednost, ampak ima recimo skoraj majčkeno manjšo kot limona, da si predstavljate, tako da dejansko res, mislim, konec koncev tudi peppermint sem že preizkušala recimo kot v vsenamenskem čistilu in sem si ga noter dajala, pa res fantastično diši, tako res osveži, tako da se lahko tudi z domačo lekarno že danes začnete hecati pa izdelovati marsikateri ta recept, čeprav ima recimo napisan granivko, pa lahko namesto tega uporabite limono, tako da res ne pozabite, tle malo more možnosti. Hkrati pa, če imate doma še druga eterična olja, pa mogoče s katerim niste čisto točno vedeli, kaj bi ga še lahko izrabili, itak, da se lahko igrate v difuzorju, res tudi zelo fino, ampak dejansko lahko vsa ta olja, ki so tukaj našteta, izrabite tudi kot dodatek v vaša domača čistila. Arborvitae je orjaški klek, je lesno olje, baziliko vsi poznamo, sicer krasna, ko pride to nelagodi v ušesu. Mogoče za arborvitae bi vseeno povedala, je odlična zdajle, ker bo čas počasi tigrastih komarjev, tako da fino odganja to, če se boste kaj tega lotevali. Potem imamo kitajski cimet Casio, pač je zelo močno olje, tudi velja za vroče olje. Potem cedra je lesno olje, tako bolj zemeljsko, potem imate koriandrove liste ali pa koriandrova semena, tako da to sta cilantro pa koriander. Potem imate klasični cimet, cejlonski, ki ga recimo po vonju bolj poznamo, medtem ko kitajski je res tisti malo drugačen vonj. Klinčki so izredno čistilni, pravzaprav skoraj tako kot timijan pa origano eno najmočnejših olj, sploh če pride do trdovratnih madežev. Cipresa in evkalipt sta super, da sta skupaj, ker dejansko zelo, zelo dobro odganjata vonjave. Jaz bi tem dvema, torej cipresi in evkaliptu za odganjanje močnih vonjav dodala še limonsko travo. Potem sta citrusa, limona, limeta in seveda grenivka. Potem čajevec smo že omenili, mira, tudi origano smo že omenili, ptigren je dejansko cvet grenke pomaranče, oziroma velikokrat po učinkovinah mu rečemo moška sivka, ker pomirja. Potem imamo sibirsko jelko, ravno tako kot evkalipt tudi fino odnese kakšne težje vonjave, timijan je, kot rečeno, zelo, zelo močen v čistilnih vrednostih in pol še divja pomaranča. Je pa res, da če delate domača čistila, sploh ko pride do pršilk, zelo priporočam uporabo steklene embalaže. Zdaj, če tega nimate, pa moram tudi čisto iz prakse priznati, da se meni res noro dobro obnese ena šprica, ki sem jo kupila v Zadrugi leta 2014 in se ravno zdaj sva računala, da v bistvu midva enkrat na teden noter zmešava pač vse stransko čistilo in noter gre 20 kapljic limone in pač ker je osnova v tretjini tudi alkoholni kis, se opravičujem, se seveda stvar zelo dobro razreči, tako da ni močna mešanica in nama nič v bistvu ne žre tiste plastike, ker pač tisto pršilo je plastično. Tako da je pa to pršilka, ki je namenjena za špricati rastline, to se pravi, da je res pač malo močnejša plastika.
Tako da, če ne najdete stekla, se mi zdi, da je to res tudi ena taka stvar, ki jo boste enkrat kupili, pa imeli dobesedno za 5 ali več letno. Pač tako kot mi dejansko že 5 let brez težav uporabljamo vse skupaj. Kar se tiče eteričnih olj, no, mogoče, da se ne boste ustrašili steklo, ne, dejansko vam bo razžrlo pač plastiko, samo če bi res samo čisto eterično olje noter nalili in ga pač tam pustili seveda kar nekaj časa, ne, tako da se ne boste ustrašili preveč. Zdaj, kar se tiče doterinih izdelkov, dotera nam je delo tudi zelo olajšala, tako da tisti, ki ste mogoče včasih v naglici ali pa pač enostavno nimate toliko te ustvarjalne žilice, pa se vam mogoče ne da, a ne, čisto nič hudega, v bistvu doTERRA je res zelo lepo poskrbela za nas in je naredila celo kolekcijo, to je kolekcija On Guard, kjer najdete čisto vse, kar potrebujete za naravna čistila za dom. On Guard, to se pravi Cleaner Concentrate, koncentrirano vsenamensko čistilo je ena najboljših investicij po mojem, ki jo lahko takoj naredite zatem, ko ste si recimo domačo lekarno v večini vzeli. To je nekaj, kar res neverjetno dolgo traja. Dejansko gor so tudi lepo navodila, kako stvar zrečati v določen namen čiščenja. In res, pri nas, pač če imamo bolj, kaj ne rečem, napeto obdobje, ko ni toliko časa, da bi si doma sam kaj pripravil, dejansko lahko pomivate s tem tla, dejansko lahko s tem krasno očiste kopalnico, tudi če ste jo zanemarjali za 2-3 tedne, včasih pač tudi, ko pride. Potem enostavno vse površine, tudi ne uničuje površine, jaz sem to sprobala tudi na tisti zelo debeli maščobni plasti, ki se naredi recimo na zgornjem delu kuhinjskega pohištva, pa dejansko za WC školjko, za stekla, kot v bistvu domači steleks, skratka, čisto vse namene ga lahko uporabite. Marsikdo pa ga uporablja tudi kot sredstvo za pomivalni stroj, torej za pomivanje posode, ampak edino pri tistem morate nagrutati dejansko dodate res manj kapljic, to se pravi tam enih 5 kapljic, sicer se vam izredno napeni, no, celo strojno. Potem za pranje perila je tukaj laundry detergent, to se pravi enako koncentrat, tako eno, torej vse namensko čistilo kot detergent za perilo sta oba dva narejena na bazi koruzne osnove in sta zelo prijazna seveda pač okolju in nam, tako da sta popolnoma ekološki čistili in detergent. Kar se tiče detergenta, vsebuje 10 ml On Guarda kot eteričnega olja, medtem ko Cleaner Concentrate vsebuje 5 ml On Guarda, da vam mogoče tudi lažje pojasnim, zakaj je malo višja cena, ampak dejansko, kot rečeno, tale koncentrat nam traja nekje 4 mesece, medtem ko detergent za perilo, mi smo črtice delali, uradno opere 64 pran perila, samo ena jedilna žlica se dozira noter, ker je koncentrat v predalček za pač kamor se daje detergent, medtem ko nam je oprali tudi že čez 70 pran. No. Potem je tu zelo priljubljena antiseptična pena za umivanje rok, Foaming Hand Wash, ki je tudi doTERRIna zelo super spremljevalka pač celotne kolekcije. Predvsem mi je fajn mogoče en trik, no, ki ga vsi radi slišimo. Pri meni sta moji 2 punci zaradi zabave zelo potratni stupenco, ki se pač napeni in mi je bilo ful škoda tega čistila, tako da sem ga začela rečati, čeprav ni za rečenje, ampak je pa še vedno učinkovito. Tako da jaz mešam kar 1:1 z vodo. Mogoče fajn, no, da se vam bo zdelo tako grozen, če vam ga otroci že v enem tednu ponucajo. Smo pa prišli čisto po sili naključja do tega, da izredno dobro ta pena za umivanje rok, ne samo pač dobro umije roke in res pusti tak super občutek, nič ne izsuši, ampak ful dobro očisti kakšen madež, če je nehote, recimo, kaj se mi je že zgodilo, recimo, ko je prišla z rdečo peso ali pa na kavču, ko se kaj polije, dejansko dam samo peno gor brez vode, oren kot trem in potem obrišem, tako da v bistvu tista prva pomoč za najhujše madeže, ko ti kar pač, kaj ne rečem, odnese glavo do neba, ker se pač ustrašiš, kako bo tole ostalo. Ampak dejansko v bistvu je ena taka hitra pomoč za kakšne madeže, tudi lahko pa sploh ni za to namenjeno. No. Med eteričnimi olji smo že omenili kar precejšno število posamičnih, tukaj imam pa navedeno še eterično olje On Guard, potem Purified, ki je tudi na slikci, fantastično čistilno olje, ki dejansko pač je, tako kot boste videli, čistilno pač olje, nasplošno pač odganja vonjave in izredno dobro čisti, vsebuje večino posamičnih eteričnih olj, ki sem jih zgor naštela, in tudi Citrus Bliss, mešanica citrusov, seveda zaradi vsebovanih citrusov tudi to vsebuje.
Zdaj pa gremo na najlepši del, ki ga bomo imeli, da ne porabim preveč za tale uvod. Tako da pripravite zvezke. Za bruhanje na kavču, vidim zdaj Julija tudi piše. Ja, res mislim, vse doživiš, tako da se čisto strinjam. Mi smo imeli pa nov kavč in je gledala risanko in je z voščenko po nesreč, ker se je tako zibala, pač pa je v roki držala, počečkala, ker precejšen del kavča tam na njeni strani in je šlo celo tis dol. Tako da to smo bili res čisto presenečeni. Tako da se strinjam, Julija, res ste ful fajn rešitelj, če imate otročke. Recepti za čiščenje doma. Zdaj, kar se tiče čiščenja zraka, to se mi zdi, da vsi najbolj poznamo, vsi imamo ful radi difuzor. Absolutno je difuzor 1A, če želite očistiti zrak, tako da lahko uporabite vsa olja, ki ste jih imeli, ali pa pač si naredite eno svojo mešanico, tako kot si je pač ta Nataša na moji delavnici zdaj v torek. Pač res, včasih, če ne veste, to stalno ponavljam, ampak se mi ne zdi nič odveč slišati še enkrat. Če ne veste, če bojo 3 olja, ki vam sicer posamično dišijo, šla skupaj v difuzor, jih odprite in pač v roki pod nosom pač zaplešte z njimi, tako da se ustvari pač blend samo v vonju in če vam ustreza, pač tisto uporabite v difuzorju. Ker včasih se res zgodi, da pač misliš, da bo en recept dober, pa narediš in pa ugotoviš, da bi to naredil stran zlil, pa ti je škoda. Tako da to je recimo en tak dober nasvet meni, ki se ga vedno zdaj res držim. Potem lahko si naredite osvežilno razpršilko za prostor, čisto enostaven način, da pač v stekleničko s pršilom date pač par kapljic vašega najljubšega eteričnega olja in napolnite z destilirano vodo. Seveda bo eterično olje plavalo na vodi, ampak ga pač vsakikrat, ko pač želite prostor, ali pa meni je to ful dobro za v avto, a nekaj pač manjši prostor, pa če nimaš difuzorčka noter, unga avtodifuzorčka, da pač pretreseš pred uporabo in pošpricaš in imaš recimo super vonj po popravi meti ali pa sperminto, tako da super stvar. Potem, ja, če uporabljate seveda klimatske naprave in to seveda, se to vem, da večina nas kar zelo pazi, no, ampak če slučajno se kdaj pozabi, pač fino pač te zračne filtre tudi menjati. Slišala sem tudi že, da nekateri kar dajo gor par kapljic tudi limone v novega, ko začnejo, tako da pač tudi tisto malo diši, pa malo še pač dodatno razkuži. Potem si lahko naredite tudi naravni razkuževalec, osvežilec zraka ali pa suhocvetje oziroma, kot se mu reče, podpori, recimo nakapate s par kapljicami sebi ljubega eteričnega olja. Recimo ena taka simple stvar je ta res osvežujoča pač razpršilka. Lahko date, recimo, če želite, da se bolj zmeša z vodo, tako kot sem že prej povedala, date noter recimo lahko najprej eno žličko etanola, alkohola, ker v alkoholu se tudi eterično olje topi, dodate poljubno olje, recimo, ampak tlele je zelo dober res kombinirati ravno te 3. Res to morate sporovati, limono, grenivko in limeto v razmerju 1:1:1. In zdaj, če imate pač 15 ml grelih vsake 1 kapljica, če imate 30 ml gre vsake 2 kapljice noter in pol vodo in dejansko v bistvu sam pač pazite, da vsakokrat pred uporabo pretresete, da je res tak enakomeren vonj in imate res super, noro, dobro razpršilo pač takih osvežujočih citrusov. Kar se tiče enega osvežilca zraka ali pa prostora, govorim o hladilniku, govorim o shrambi, govorim o omari za čevlje, je super tale enostaven recept. Sicer nisem uspela dobiti res take slikce, da bi to ponazorila, ampak ja, če vzamete take male steklene kozarčke s pokrovčkom, ki nima lukenj, pač mu luknje lahko naredite tako, da dejansko na kuhinjski dili leseni z žebljičkom pa s kladivom pač naluknjate vse skupaj. Potem pa v to manjšo posodico dejansko noter natresete sodo bikarbono, približno da tako z 1/3 vse skupaj zapolnite in potem dodate noter poljubni citrus. Lahko pa tudi, če res močan vonj, a ne kakšen evkalipt, kot smo rekli, ali pa cipreso, in to postavite v vse te omenjene prostore. To se mi zdi ful fajna rešitev. Celo, če imate, ne vem, kako imate koše, no pač nekateri pač imamo res tako skrinjo, kjer so pač koši noter, a ne, da dejansko v en kotiček postavite tudi to, da pač odganja vonjave, pa pač seveda se dovolj redno tiste smeti seveda praznijo, ne, vsekakor. Ampak pač res tole za omaro za čevlje se mi zdi top rešitev in enako za hladilnik. Kar se tiče
dišečih palčk imate več načinov. Jaz sem tukaj izbrala takega, ki ga jaz uporabljam, ampak vam bom povedala tudi, kako lahko naredite tako, kot je na slikci. To so te dišeče palčke. Palčke se v bistvu zelo ugodno dobijo po vseh teh trgovinah, se mi zdi, kjer online, kjer pač imajo karkoli od naravnih sestavin za čistila, ki smo jih omenjali. Rabite pač eno čisto poljubno stekleno vazico, ki jo imate doma, lesene palčke, dostikrat so to bambusove, ker zelo vpijajo pač tekočino. Jaz imam kar čisto navadne lesene palčke, ker nimam tekočine noter in jaz ponavadi dam noter spermint. Bistveno je pri meni to, kar sem nagruntala, da tako vazico potem, ko jo nakapam z eteričnim oljem po palčkah, da jo postavim nekam, kjer vem, da se bomo mimo veliko gibali, ker s tem ustvarjamo učinek difuzorja. Lahko v bistvu naredite tako, kot je na sličici, da približno tretjino vazice napolnite z enim baznim oljem, pač nekaj, kar pač imate doma in kar mogoče ni oljčno olje, no, ker tisto pač nima tako prijetnega vonja, in pol noter nakapate poljubno mešanico, lahko recimo najpogosteje se dela kakšna pomaranča sivka, lahko pa čisto pomaranča pa cimet ali kaj takšnega, pa pač lahko tudi na tak način naredite. Kar se tiče vsestranskega čistila, to smo delali tudi na delavnici, tako da vsekakor Julija kar nekaj receptov priporoča, bom sproti vse označeno, ker se mi zdi res fenomenalen. Kar se tiče sestavin, dejansko rabite za tako vsestransko čistilo, kot rečeno, pri nas gre v tednu dni, ker pač z njim res brišemo popolnoma vse površine. Govorimo o pultu, govorimo o mizi, pod mizo, steklo, kljuke, karkoli se zdaj spomnim, dejansko pač res čisto vse površine s tem čistimo in dejansko to damo tako kot je, 150 ml kisa, 350 ml destilirane vode in pol 20 kapljic eteričnega olja po izbiri, pri nas je to največkrat limona, vsekakor pa lahko zberete tudi kakšno drugo eterično olje. Ni pa nič zamudno, to se naredi v parih sekundah, dejansko kis in eterična olja v razpršilki zmešate, ko je zmešano, dodate potem še samo destilirano vodo in pač vse skupaj zaprete. Pred uporabo mi to še vedno pretresemo. Zdaj, jaz sem kar iskrena, da mi to tako hitro porabimo, da jaz uporabljam kar vodo iz pipe, če pa veste pač, da tega ne boste tako hitro uporabljali, takrat seveda lahko uporabite destilirano vodo oziroma se znajdete in pač uporabite vodo iz sušilnega stroja za perilo, ki pač je dejansko res destilirana voda in vam bo tukaj le prav prišla. Kuhinja. V kuhinji pač imamo res ogromno površin za čiščenje. Vsi se ukvarjamo s tem, da kakšne vonjave radi odženemo v koritu, v hladilniku, v smeteh. Rabimo na neki način osveževalce zraka, za pomivalni stroj, za hladilnik, za smeti, pol je korito, ki je največkrat iz večjega jekla, pa še tudi kakšna druga površina. Jaz bi vam tukaj en drug nasvet dala, recimo limonco imate na slikci, ena stvar, kako tudi v bistvu čistiti nekaj, kar bomo pojedli, ne glede na to, ali je z našega vrta, ali je pač kupljeno, ali je ekološko. Jaz res priporočam, da pač naredite za zelenjavo in sadje, ki jo pripeljete domov, eno tako vodno kopel, in sicer da v korito natočite nekaj vode, dodate žličko čajno sode bikarbone in potem premešate in noter date sadje in zelenjavo, lahko kar vse skupaj za enih 10 minut, pa pol v bistvu po 10 minutah vzamete ven, odcedite in v bistvu tako poskrbite, da tudi če je kaj pesticidov bilo gor, da vsaj nekaj tega ven potegnete, sodo bikarbono. Je pa recimo ena super stvar, ki smo jo tudi izdelovali na delavnici in kar je res tudi eden od top 10 Julijinih receptov, da smo delali čistilno pasto za štedilnik. Ta ista pasta se lahko uporabi tudi za pečico ali pa pač štedilnik v smislu pač lahko tudi seveda steklo, keramično ploščo oziroma če imate indukcijo na isti način. Je sila enostavno, tako da dejansko v bistvu suhe sestavine, to se pravi sodo bikarbono in sol, zmešate in potem počasi dolivate kis in vodo. Mogoče ne se ustrašiti, da vam bo najprej vse skupaj majčkeno skipelo, bomo začeli tako kot vzhajati, tako da je bolj, da to delate v večji posodi, predno boste to dali v tisto stekleni kozarček, ki ima tak širši vrhnji del in dodate še 5 kapljic eteričnega olja po izbiri. Mi smo večinoma dajali noter kar grenivko oziroma tudi enako boste videli v receptu za tablete, smo to dajali večinoma grenivko. Tako da vse skupaj pol uporabimo
dejansko tako, da nanesemo na štedilnik ali pa pečico, pustimo nekaj časa, nato pa pol obrišemo z mokro krpo. Jaz vsakmu rečem, da lahko tudi prej vse stransko čistilo v pršilki prej pošprica, pa tole malo gor potrosi in potem čez nekaj cajta samo obriše in je res fantastična zadeva. Res dobro očisti pa predvsem res noro lepo diši. Kar se tiče kuhinje, ena nora stvar, ki bi si jo vsak po mojem rad sam znal izdelati in je tako enostavna, da si jo lahko vsak sam izdela, so tablete za pomivalni stroj. Sodo in citronsko kislino tudi zopet kot suhe sestavine zmešate, potem noter dodate eno jedilno žlico Ongarda in nato 5 kapljic grenivke. Zmešamo in tukaj tudi pač tle pa smo imeli res zabavo, no, nekaterim smo pa nagruntali, da če smo to dajali v silikonski model za led ali pa za praline, smo dejansko pač imeli kot, ne vem, skozi je res nabrekali, tako da smo mogli to dol pritiskati, ampak to je sila zabavno, tako da to je za otročko po mojem še tukaj bolj, tudi te deklice, ki so bile z nami na delavnici, so se ful hihitale in zabavno pač to mamicam tlačile noter. Ko to noter uspemo spraviti, dejansko pustimo stati, da se suši, jaz bi kar rekla tako dan, dva, in potem na nežen način te tabletke odstranimo, hranimo v neprodušni stekleni posodi s pokrovčkom in potem vsakokrat pač eno kockico uporabimo za pranje same posode. Zdaj tukaj je fajn, da zberete tak modelček, ki je pač ravno prav velik, kot pač prostorček za tabletko. Nam se je ful fajn obnesel, da smo uporabili, pač ena je prinesla sabo od Toffifeja, od teh čokoladic, no, pač to, kaj je ostalo, in gre to taman res totalno ta količina noter, da bi vedela. Tako da to je bilo čisto naključje in tam se tudi zanimivo, pač masa ni dvigovala, torej ni reagirala je tako, da se je dvigovala samo v silikonskih teh modelčkih. Detergent za pranje posode si v bistvu osnovi lahko naredite iz kastilskega mila. Dodate recimo ful dobra kombinacija, ravno to, kar imamo tle naštet, limona, limeta pa granivka, oziroma lahko namesto granivke tudi pomaranča. Tako da v bistvu tudi super enostavna stvar, pač enostavno samo zmešamo po navodilih proizvajalca, razredčimo kastilsko milo in dodamo eterično olje in dobro premešamo. Potem osvežilec, če že slučajno tudi vi uporabljate, sicer je to bolj ameriška stvar, ampak se mi zdi tudi že v Sloveniji sem ravno googlala, no, zato sem se ta recept pustila. Obstaja že kar nekaj ponudnikov za mlinčke, za organske odpadke. Uporabite tako, da naredite iz 2 skodelic sode bikarbone in 2 skodelic soli, mešanico, potem pa dodate tekočino, torej pol skodelice destilirane vode in 1/3 skodelice kastilskega tekočega mila. In dejansko dobimo recimo mokro mivko, tukaj vidim, da je malo slovnične napake. Kar se tiče mokre mivke, dejansko pač mora biti konsistenca taka, da se pač lahko oblikuje kroglice in potem te kroglice sušiš na peki papirju, približno spet en dan, in jih na podoben način, kot tiste tabletke hraniš v stekleni posodi s pokrovom in se v bistvu potem, ko se zažene ta mlinček za organske odpadke, da noter od 1 do 3 take kroglice. No. Tako da v bistvu tudi podobna stvar, ki smo jo prej delali. Evo, Nataša, ti vračam, detergent za pranje posode je v bistvu zelo enostaven, 450 ml kastilskega, 20 kapljic limete, 8 kapljic limone in 6 kapljic grenivke in divje pomaranče in samo zmešaš. Ekola. Tako da dajemo nazaj. Kar se tiče kopalnice, zdaj gremo iz kuhinje v kopalnico. WC školjka, ne? To je recimo nekaj, kar se mi zdi, da tudi vsi iščemo, en nadomestek za tisto WC račko, ne? Potem ploščice so pač izziv, včasih pa fuge, banja, zaradi kamna predvsem, ali pa tuškabina in še ostale površine. Jaz le zelo povabim tudi res, zato sem tole mojo slikco nalepila. Ful je zabavno res delati, sploh če imate otročke, pa nasplošno tudi za svojo dušo. Domača mila, to smo mi izdelovali, mislim, da 2 leti nazaj. Ful fajn stvar je, lahko delate res v bistvu ta pravo milo, ne, to se pravi, da lušte in ni nič težkega. Recept najdete tudi na mojem blogu za vsak dom. Ali pa pač kupite osnovo, ki se jo stopi, to so melt and pour mila, ki potem dodajate eterično olje ali pa tudi kakšna pač zelišča
in naredite take pa barvila, lahko kot vidite, in naredite take zabavne stvari, ki so krasna darilca, recimo sploh zdaj, ko bo konec leta kmalu, da recimo za darilo vzgojiteljice ali učiteljici lahko date eno milo, se mi zdi tako čudovito uporabno darilo. No. Tako da to je tudi ena od stvari, kjer lahko tudi izrabimo eterična olja. WC pralne bombice, to pa pač je Julija rekla res, da je ful noro. Pač stvar funkcionira tako, da si jo dejansko pač samo vržeš v WC školjko, pustiš nekaj časa stati in pol pač malo podrgneš, splahneš z vodo. Kako se naredijo? Dejansko zmešamo 200 gramov sode bikarbone in 50 gramov citronske kisline, dodamo žlico in pol kastilskega mila in res odlično olje Purify, tako da če že iščete eno olje, ki vam bo za vse služilo, kar danes vidite, komot vse recepte naredite s Purify, tako da če ga še nimate, to olje res vsekakor priporočam, tako kot priporočam Ongar čistilni koncentrat, to se mi zdi dve stvari, no, ki pač res vam bodo ful veselje pripeljale do pač izdelovanja takih enostavnih receptov. Skratka, mešaš isto na podoben način, vedno, ko delaš te kroglice, da je približno ena taka mešanca, kakor da bi imeli moker pesek ali pa mivko. Nadevate isto v silikonske modelčke, stati, pustite vsaj 4 ure, jaz bi rekla spet en dan, no. In če masa, potem sili ven iz modela, sam pritisnete nazaj, ker pač reagira citronska kislina s tekočino. In ko se masa usuši, res v bistvu na isti način shranimo, kot smo že prej videli pri tabletah za pralni stroj, za pomivalni stroj. WC osvežilna razpršilka, pri nas je največkrat narejena iz limonske trave. Mi se etanolu izognemo, tako kot sem rekla, pač zdaj vi lahko čisto po izboru naredite, lahko pač etanol date in eterično olje, zmešate in pol napolnite vse skupaj z destilirano vodo. Dejansko pa dodajate lahko noter karkoli od eteričnih olj. Jaz res dajem recimo eno kapljico na 1 mililiter, no, tako da v bistvu lahko kar močno verzijo naredite, ker pač to je vseeno pač taka močnejša stvar, to se pravi WC poop spray, oziroma tle sem z veseljem izbrala tole slikco, ki mi je bila zelo všeč, spray number 2, lih Chanel, je pa v bistvu zelo učinkovit. Tako da krasna stvar, no, ki se mi zdi, da tudi otrokom našim ful paše in so ful vesele vsakokrat pač, da lahko tudi one pol to pošpricajo, ne. Tako da tudi ena zelo, zelo enostavna stvar. Pasta za čiščenje kopalnice je podobna, kot smo mogoče lahko že videli, in sicer se lahko koristi za dejansko površino, kot je WC školjka, lahko za banjo ali pa bolj za trdovratne kotičke, tudi za ploščice. In sicer vsega skupaj pride približno 200 mililitrov, da veste, koliko velik kozarček s pokrovom rabite zopet. Noter se zmeša 3/4 skodelice sode, 1/4 skodelice kastilskega tekočega mila, tako da tukaj pa je taka res pasta, no, pač ni toliko mogoče bolj suha tista kuhinjska kot tole. Dodate 1 jedilno žlico vode, dodate jedilno žlico alkoholnega kisa in dejansko še pol eterično olje, limono ali pa kaj drugega, enostavno v bistvu vse zmešamo skupaj in tudi v bistvu, ko nanašamo, dejansko pustimo na površini 5 do 10 minut, nato pa zdrgnemo pa obrišemo z mokro krpo. Takole, kar se tiče pralnice oziroma pa če imate tole kot ločeni prostor, dodamo lahko 2 do 3 kapljice pomaranče za dodatno svežino na sušilne kroglice, zadnjih 10 minut sušenja. Jaz to v bistvu zelo pogosto naredim, da dobi perilo en tak fino svežino, pač lahko tudi v bistvu se igrate, pa date recimo na rjuhe sivko, ki pač bolj primerna, pač glede na to, da jih uporabljamo v posli. Lahko tudi damo recimo v čistilni cikel pralnega stroja nekaj kapljic sibirske jelke ali pa Purifyja, jaz to zelo rada dodam, malo s kisom. Potem lahko tudi zanimivo date nekaj kapljic olja, ki vam je všeč, na mokro krpo, ki jo položite pol na vse, kar likate, oziroma mokro, na vlažno krpo bi bil boljši izraz. Potem pa tudi recimo v pralni cikel lahko date za bolj belo perilo
v skodelico alkoholnega kisa približno 4 do 6 kapljic čajevca. Tako super nasvet. Res, tako da še enkrat ponavljam, ta je ful fajn. Za bolj belo perilo date v pol skodelice alkoholnega kisa 4 do 6 kapljic čajevca. Tako da tole še malo pustim, če si kdo še prepisuje. Potem, kar se tiče suhega pralnega praška. Mogoče tlele malo voda, jaz sem delala tudi tekoči pralni prašek, ki se recimo malo sprime, tako da vsakokrat, ko ga uporabiš, ga pa seveda moraš malo pretresti. Je pa res, da na dolgi rok belo perilo tam ni ostalo belo, no? Tako da jaz sem veliko bolj zadovoljna recimo z On Guard koncentratom. Kar se tiče pa tega praška, pa imam ful dobre odzive, no? Tako da v bistvu super stvar, da zmešate najprej eno trdo kastilsko milo naribate in ga zmešate z dvema skodelicama boraksa in 2 skodelicami pralne sode. Zdaj, kar se tiče boraksa, tukaj je ena opomba. Če boraksa ne želite uporabljati, ker pač če ga je v veliki koncentraciji, to pomeni, da je pač malo bolj agresiven, ampak če je v suhi, seveda pač to, mislim, ne bomo z rokami prijemali, ampak pač bomo zajeli in dali v tako, kot vidite, posodico, kot je tukajle, se mu lahko tudi izognete, tako da lahko uporabljate čisto kastilsko milo s pralno sodo samo. Date pa potem 25 kapljic poljubnega olja, vse to je ful fajn delati v taki širši posodi, odkoder potem vse skupaj pol z kakšno skodelico presujete v 2-litrski kozarec s pokrovom. Vsekakor pa pač ta pralni prašek z pralno sodo, ki je drugačna kot pa soda bikarbona, torej tista je jedilna, ta ni. To hranimo nekje stran od hišnih ljubljenčkov in od otrok. Kar se tiče tega pralnega praška, doziramo 1/4 skodelico na pranje v prostorček, kjer pač imate prostor za detergent, nekateri pa tudi dodajo kar noter, tudi v boben, no. Tako da to je tudi recimo eden od super nasvetov. Tole morate sprobati. Pršilka za mehkejše perilo. Če ste iskali rešitev za en naravni mehčavec, verjamem, da ste prišli že do alkoholnega kisa, ampak verjamem pa tudi, da ga niste na tak način še sprobali. To se pravi, zmešaš v steklenico s pršilko, pol-litrško, pol litra alkoholnega kisa in noter dodate 10 do 15 kapljic sivke, granivke, poprove mete ali pa pelargonije, to je geranja. In potem notri, ki pač dejansko pač s tem pred uporabo seveda vse skupaj pretresemo in s tem oprana, mokra oblačila, preden jih bomo dali sušiti ali v sušilni stroj ali pa na sušilno stojalo, prešpricate. Tako dejansko pač ta vonj po kisu ne bo ostal, pač ostane vonj po eteričnem olju, ampak vsekakor so pač pol oblačila, ko se posušijo, ful mehkejša. Tako da to se mi zdi en tak zanimiv nasvet, ki vsekakor vam ga priporočam za sprobati. Čistilo za steklo je zelo podobno kot vsenamensko pršilo, to je pač tista varianta z alkoholnim kisom, s tem, da tam ga je bilo majčkeno manj, tukaj se ga pač malo pojača, malo več se ga da, torej je 3:2 za kis razmerje in dodate noter še 10 kapljic eteričnega olja citrusa. Tlele je napaka, namesto 2 žlici vode, sem mislila, vidim, da sem narobe zapisala, dejansko On Guard koncentrata lahko dodate. Kar se tiče ostalega, zdaj za okna se mi zdi, da tudi super, veste sami, ne, da fino pridejo prav te krpe iz mikrovlaken, predvsem pa je meni v bistvu s tem čistilom za steklo ful fajn, ker meni malčici zelo radi pol pomagata in pol ponavadi tudi izbirata dejansko, katero eterično olje bo imela katera noter in pol sta čisto veseli in pač vse skupaj očistita, pač ta spodnji del, jaz se pa pač potrudim zgoraj, da naredim in se pač skupaj zabavamo in nimata nobenega zadržka pri čiščenju. Tako da, kar se tiče madežev in kakšnih drugih stvari, kjer je ojoj, ne, recimo za lepljive madeže, pa ni važno na kakšni površini, lahko dodate na čistilno krpo par kapljic limone. Pol, če imamo kakšno smolo ali pa maščobo,
Recimo govorim maščoba, masni madeži, če ste recimo kaj avto rihtali, ali pa pač če imate avtomehankarja doma, dejansko pač milo dodate samo malo limone. In to je res, v bistvu ne rabite več une. Jaz se še spomnim, ker moj oče imel tisto, kot eno tako trdo milo, no, ki je bilo res grobo, s tisto mivko, ki mu je res ful postrgalo še kožo. No. Pač tega več pol ne rabite in v bistvu je limona res super stvar, pa tudi absolutno ne naredi nič nobene škode s tistimi farigimi kapljicami, pač če to nanese na eno navadno milo. Ali pa recimo, če imate v laseh žvečilko, je res nora rešitev, da kar čisto limono gor nakapate, tako da limona res pri takih stvarih vas bo vedno rešila v čisti obliki. Enako velja za smolo, s tem, da pri smoli bom samo rekla, pač paste, če je na avtu, pač takrat jo ne odstranjevati, vam bo pa verjetno odstranila kakšen, če imate nežnejši lak za nohte, recimo govorim o bolj prozornih, si lahko namesto acetona uporabite tudi limono, tako da tudi to dol vzame. Ekola. Preproge, še ena taka stvar. Super je narediti eno tako, kot, kaj ne rečem, kaburotalka je ful fajn tista posodica, bila se spomnite, ali pa recimo pač, če najdete kakšno tako embalažico, malo večjo, no, ko ima pač naluknjen pokrov, takole lepo katale na slikci, noter sam pač dodate 2 skodelici pralne sode, govorimo pol res o 500 ml embalaži, pa pač prej to v večji posodi vseeno zmešajte s poljubnim eteričnim oljem. Jaz vsekakor za preprogo priporočam Purify ali pa recimo evkalipt in to zmešate, potresete po preprogi in pol približno po vsaj 1 uri, no, ali pa 2, sam posesate. Nič drugega. Zelo enostavna stvar, no. Tako da v bistvu dejansko super zadeva, pa tudi enostavna rešitev. In še za zaključek se lotimo še par zanimivih stvari. To je seveda pohištvo ali pa recimo tekstil. Govorimo o lesu, o posteljnini. En tak univerzalni osvežilec vsega tega je etanol, ki mu dodamo 15 kapljic sivke, 2 dimni žlici v spet pol-litrsko stekleno embalažo, pršilko, tukaj pač še napakica ostala, in dejansko dodate potem, ko zmešate vse skupaj, tudi dejansko tole destilirano vodo in pol samo popršite dejansko po pohištvu, po omari, po shrambi, če pač je kaj mokrega na pohištvu ostalo ali pa na shrambi, pač samo pobrišete, ampak je res en tak super vonj pride, tako da pač tista sivkica gor ostane in enako pač na posteljnini, s tem, da tam pač itak tista vodica pač ni mokro, ker sploh, če uporabite dobro pršilko, je to res tak prš, da se mu pač na nežen način prinese sivko. Sploh pred spanjem je to super stvar. Če hočete kaj bolj orang za pohištvo, je super tale recept, ki je res, kot ste mogoče že kaj zasledili, če ste iskali povsod objavljen in preizkušen, da dodate v 20 ml frakcioniranega kokosovega olja 2 kapljici limone, 4 kapljici arbovite, to je orjaški klek, vse skupaj zmešate in nakapate po pohištvu, pa obrišete s krpo iz mikrovlaken, da se spolira, da se očisti lesena površina in da se ji podaljša tudi ohranjenost. Nekateri dodajo mogoče še kakšno enako enoto, kot je pač kokosovega olja, oziroma ponavadi, če uporabljajo bolj mastno, govorimo oljčno olje, takrat se dodaja še kis, drugače tlele pri tem receptu s frakcioniranim kokosovim oljem, pač jaz ne vidim potrebe, no. Osvežilec za posteljnino je lahko tudi pač malo drugače narejen, lahko tudi druga olja dodate, lahko v bistvu tudi dodate etanol ali pa vodka, če pač etanola nimate. Tako da v bistvu vidite, da se pač recepti bolj ali ne ponavljajo oziroma lahko dobite iz tega še kakšno novo idejo, ker pač eno stvar zamenjate in naredite čisto svoj recept. Je pa to super meni, preden preoblečem poslo, da dejansko jogi pa vzglavnik pač prešpricam, pa tudi v bistvu pred spanjem, sploh pred kakšno luno recimo, se nam ful pozna, tudi ta stvar, poleg ostalega, tudi lahko malo pomaga, da imamo bolj trden spanec. Čistilni vrobčki, tole je Julija tudi dala v izroček na samih delavnicah, no, če ste bili, pa ste ta izroček prejeli. To se pravi, rabite steklen kozarec in rabite papirnato kuhinjsko rolico. In to papirnato rolico prerežete po sredini, tako da pač jo za pol skrajšate in pol dejansko naredite tako, da v posodi posebej zmešate vodo, frakcionirano kokosovo olje, eterično olje in
dejansko čistilo za roke, govorimo o Terinem foaming hand wash, govorimo o 2 kozarcih vode, govorimo o 2 žlicah frakcioniranega kokosovega olja, 1 do 2 žlici čistila za roke in pa eterično olje, zelo fajn pride 3 kapljice On Guarda. Potem pa v stekleno posodo, ki ima pokrov, damo noter to polovičko rolice, tako mora lepo noter pasati, pol pa prelijemo s pripravljeno tekočino in pokrijemo s pokrovom. In tako pustimo 10 minut, pol pa seveda pač obrnemo na glavo in pustimo, da se tekočina steče še na prejšnji zgornji del, zdaj spodnji, in pol odpremo pokrov in kartonast tulc, zdaj zlahka, ker se je zmehčali in prelili, odstranimo in potem iz centra vlečemo do znotraj navzven te navlažene papirnate brisače, ko jih potrebujemo. Antiseptični gel za otroke. To je super stvar, sicer zdajle nas je dotera malo rešila, moram priznati, ker nam je končno ponudbo dala tudi On Guard pršilo razkuževalno za roke, ampak tole je super enostavna stvar, če imamo malo posodico plastično, ki se lahko stisne, da damo noter 5 žlic aloe vera gela, 2 žlici vode, 1 čajno žličko vitamina E in 8 do 10 kapljic mešanice On Guard, top zadeva in je zelo priročna za uporabo, recimo sploh, če smo na poti. Tako, jaz sem prešla čez 20 receptov, zdajle vas skušam odmutati, samo majčkeno, da to nagruntam. Questions, answers. A se lahko sami odmutate ali nimate te možnosti? Če ne, pa lahko zapišete kakšno vprašanje, če ga še imate, ali pa bi radi podelili kakšno idejo. Etanol, Karmen, v bistvu dejansko sem ga v lekarni nazadnje kupovala, ampak ga res ful malo uporabljam, tako da sem ga imela ful za dolg, no. Zakaj se lahko uporabljajo ti čistilni robčki, so bolj za kuhinjske površine, veš. Recimo se pa lahko na isti princip, če grem zdaj nazaj, ko si lih rekla, do tega, samo majčkeno, da mi tole nazaj gre, do teh robčkov, v bistvu bi lahko na podoben način naredil baby wipes, a veš, samo da, to se pravi, robčke za brisanje rok ali pa za ritko, če ne bi uporabil vsekakor, morate razumeti, On Guarda. Takrat se uporabi kakšna sivka, pač nekaj takega nežnega, pa takrat jaz ne bi dala tega čistila za roke mogoče, no. Če pač bi samo za roke uporabljala, ja, če pa bi uporabljala za ritko, pa pač bi dala res samo frakcionirano kokosovo olje, toplo vodo pa sivko. Marseljsko pa kastilsko, mislim, da sta si podobna, ampak veš kaj, oni so zelo res striktni v teh detajlih, tako da mislim, da se nekaj drugače dela, veš, tle se iskreno ne vem ti čisto povedati, no, tako da je pa fino vprašanje, bom tudi zbrskala. Super vprašanje. Se kaj mogoče, ne znam vas odmutati, se opravičujem, drugače bi vas z veseljem, pa ne vem kako. Še mogoče kako vprašanje? Tako da, če ni več vprašanj, res izkoriste olja, ki jih že imate doma, vsekakor, no, pa tlele dajem še enkrat listo oljčkov, ki pač čiščete, recimo, ne, kaj bi si še lahko vzeli. Jaz imam eno prijateljico, ki se dejansko res odšlanila zgolj zato, da bo lahko domača čistila delala, s tem, da njen mož je kemik, tako da absolutno veste, o čem govorita, in on je tudi rekel, ne, da se že truta leta z kisom in sodo in z vsem tem, samo da ju vedno potem, da učink je dokaj zadovoljiv, ampak da ju vonj moti, no, jaz mislim, da sta zdaj popolnoma res noro dobro rešitev našla. Zelo podobno je, pravi Lucija, super, v trdi obliki se isto uporabljata, v tekoči pa je treba preveriti sestavine, ker včasih dodajo še kaj, kar se ne sme. Aha, super, hvala, Lucija. Mogoče kje se da dobiti to milo, oziroma lahko menjamo z marsejskim. Milo, dejansko smo me gledale, imate v milnici tole kastilsko, ful fajno. Tekoče.
Tudi Sano Labor, pravi Lucija. Super. Čakajte, da jaz še enkrat probam, če kliknem, da bi vas odmutala, vas šmenta. Moram nagruntati do naslednjič, ker tole je zdaj opcija webinarja in je popolnoma drugačna kot prej. Prav, če bo še karkoli, napišite tudi v skupini, predvsem pa, ko boste delali dejansko same stvari, absolutno pofotkajte pa nalepite v skupino, ker se mi zdi, da včasih to res polite tisti malo brcni urit, ko misliš, da ne, sicer tablete se bom enkrat spravil, pa se jih pol ne, no taka stvar se mi zdi, da res je tako enostavna in da če vidiš ene 3 potke, se pa potem tudi sam spraviš in narediš eno dobro delo. V bistvu ti pa tudi, ker si pač fotografijo svojo nalepo, no. Tako da veliko veselja v ustvarjanju, malčke povabite zraven, da jih boste tudi naučili te vrste samooskrbe, predvsem pa čaranja s čistili, ki je zelo zabavno in seveda naravno. Hvala vam za družbo danes, pa se slišimo naslednji mesec nas čaka Ljubezen je v zraku, tako da se pripravlja nekaj čarobnega. Adijo!